Spoštovani, predlagam, da začnemo z današnjo 25. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Sklepčeni smo, Saša se je opravičila, je bolna, David se je opravičil, Zdravko pa ne more, ker je prelepa cesta. Nov asfalt včeraj, tako da zgleda. Malo se heca. Pred vami je dnevni red 25. redne seje. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem dnevni red na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Predlaganega. Vsi za? Hvala. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje ter 15., 16. in 17. dopisne seje. Na zapisnik ni bilo nobenih pisnih pripomb, niti ustnih. Dajem v razpravo zapisnike. Želi kdo? Če ne želi, potem dajem na glasovanje zapisnik 24. redne seje in zapisnik 15., 16. in 17. dopisne seje. Kdo je za sprejem? Hvala. Smo pri točki 4. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022, prva obravnava. Prosim Veronika za kratko obrazložitev. Zdravko, lep pozdrav. Izgleda, da je cesta prelepa. Si mogel počasi iti. Peš. Hvala. Izvoli. Strani Ministrstva za finance smo bili obveščeni, da v odloku o proračunu občine Prevalje za leto 2022 pod bilanco C račun financiran manjka nivoji K2 in K3 ter manjka vrednost za neto financiranje. Občina Prevalje je pripravila dopolnitev odloka, ki ne vpliva na vrednost odloka. Hvala lepa. Predsednik odbora za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance se je seznanil s tem odlokom o dopolnitvi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 v prvi obravnavi, ter ga podaja občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, Aleksander, izvoli. Hvala za besedo. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala odlok o dopolnitvi odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2022 v prvi obravnavi in ugotovila, da je v skladu s vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Glede na to, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih pripomb, komisija predlaga občinskemu svetu, da se prva in druga obravnava združita in se na isti seji opravi obe obravnavi hkrati. Hvala. Hvala lepa. Torej, predlog Komisije za statut in pravna vprašanja je, da danes glasujemo v prvi in drugi obravnavi, glede na to, da gre samo za dopolnitev, ne gre za vsebinske spremembe. Dajem v razpravo ta predlog Komisije za statut in pravna vprašanja. Želi kdo razpravljati? Če ne, dajem ta predlog o istočasnem postopku na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga Komisije za statut in pravna vprašanja? Vsi za? Dajem v obravnavo predlog odloka o dopolnitvi odloka. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje v prvi obravnavi. Kdo je za potrditev tega sklepa? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Še v drugi obravnavi želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje tudi po drugi obravnavi. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2021. Prosim Veronika za kratko obrazložitev. V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah smo pripravili zaključni račun občinskega proračuna. Do 28. februarja smo oddali bilance na AJPES.
Do 31. marca smo pripravili obrazložitve in jih posredovali na Ministrstvo za finance. Župan ima nalogo, da do 15. aprila pošlje gradivo občinskemu svetu v sprejem, obravnava pa se na prvi naslednji redni seji. Po sprejetju sklepa o zaključnem računu moramo v 30 dneh poslati še sklep na ministrstvo. Celotni prihodki v letu 2021 so bili realizirani v višini 10.932.846 evrov, kar pomeni 81,9% realizacijo veljavnega proračuna. Odhodki pa v višini 11.437.498, kar pomeni 78,3% realizacijo veljavnega proračuna. V letu 2021 smo se zadolžili v višini 697.728 evrov za projekt čistilna naprava v višini 397.728 in za ostale investicije v višini 300.000. Odplačila dolga so bila v višini 272.325, kar pomeni, da je seštevek vseh treh bilanc minus 79.249 in se sredstva z začetnim saldom v višini 752.275 prenesejo v proračun za leto 2022. Realizacija je bila investicijsko naravnana, kar pomeni, da smo 59,2% odhodkov namenili za investicijo in 40,8% za tekočo poslovanje. Največji odhodki so bili na projektih, projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže. Projekt je bil realiziran v višini 2.791.000, kar pomeni 94,6% realizacijo. Naslednji projekt pa so sanacija plazov, 2.411.434 evrov, kar pomeni 68,7% realizacijo. Gre pa za naslednje plazove: Zvonikov mlin Mikl Pečer, plaz Prevalje Zagrad, plaz Žagarjev mlin Kot Leše, plaz Štopar Šentanev prva faza, plaz Šentanev Štopar druga faza, plaz Dolga Brda Rutnik, plaz Prevalje Leše Kupljen Lukan, plaz Prevalje Leše. Potem smo še delali na projektu obnova manjših asfaltnih odsekov na Prevaljah. Projekt je bil realiziran v višini 251.965 in obnova prve ulice Podgonje v višini 212.295 plus vodovod plus kanalizacija. Konec leta smo imeli poplačane vse obveznosti. To bi bilo na kratko. Hvala lepa. Predsednik odbora za proračun in finance Staš, izvoli. Hvala. Odbor za proračun in finance se je seznanil s premoženjsko bilanco ter jo predlagal občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. Zaključni račun. Pardon, zaključni račun. Hvala. Aleksander, izvoli, Komisija za statut in pravna vprašanja. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala zaključni račun proračuna za leto 2021 in ugotovila, da je pripravljen v skladu s vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo zaključni račun proračuna za leto 2021. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje predlog sklepa, da občinski svet sprejme zaključni račun. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6, premoženjska bilanca občine Prevalje na dan 31.12.2021. Izvoli, Veronika. V skladu s 93. členom Zakona o javnih financah smo pripravili premoženjsko bilanco občine Prevalje na dan 31.12.2021. Bilanca je sestavljena iz naslednjih bilanc: premoženjske bilance proračuna občine Prevalje, premoženjske bilance enotnega zakladniškega računa občine Prevalje, premoženjske bilance osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki vključuje tudi enoto vrtca, in delne premoženjske bilance zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. V
Vrednost aktive se je v primerjavi z lanskim letom povečala za 2 milijona 941 tisoč 825, kar zajema nabavno vrednost in popravek vrednosti. Aktiva zajema sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, sedanjo vrednost nepremičnin, sedanjo vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depoziti, dolgoročne terjatve iz poslovanja in denarna sredstva in kratkoročne terjatve. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. No, sedaj pa gre za premoženjsko bilanco, s katero se je naš odbor seznanil in jo prav tako podaja občinskemu svetu obravnavo in potrditev. Hvala lepa. Dajem razpravo. Premoženjska bilanca. Kdo želi razpravljati na to temo? Zdravko, izvoli. Ni ravno zdaj samo stvar tega zadnjega leta. Gre za eno zadevo, ki se nam od delitvene bilance z občino Ravne skozi vleče, pa spada v premoženjski del, zato bi na to še enkrat opozoril. In sicer gre za industrijski vodovod. Industrijski vodovod, ki ima zajetje na Prevaljah, tam pri Pačniku po domače, in poteka potem po prevaljški trasi do meje z občino Ravne. V železarni je ta voda v uporabi. Zdaj v samih primerih, ko je bo treba ta industrijski vodovod vzdrževati, rekonstruirati, mislim, da je bilo to enih 5 let nazaj, ko se je delala ta cesta ob bivši pekarni, če tako rečem, ali pa temu industrijski coni, je to bilo v breme občine Prevalje. Na drugi strani občina Ravne iz tega naslova letno dobiva tek na okroglo, bom zdaj rekel, okrog 12 tisoč evrov, kar za 24 let pol pomeni 12 na kvadrat, to je 144, pa krat 2, 288 tisoč evrov, je ustvarila prihodka s tem premoženjem, ker jim ta uporabnik industrijskega vodovoda mora plačevati. Mi v tem obdobju niti nismo bili upravičeni do nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker v tem primeru pol nekdo razlaga, da je to pa komunalna infrastruktura, od katere se pa to ne obračunava. Ni res, če bi bila, potem bi se temu ne rekel industrijski vodovod, ampak je to posebna. Se pravi, v vsakem primeru na nek način je treba narediti, da to pride v našo premoženjsko bilanco in da bomo tudi iz tega premoženja mi nekaj ustvarjali, ne pa imeli samo recimo tu celka 300 tisoč evrov, tako kot je v teh 24 letih. To je še ena zadeva, ko mi na nek način leži na duši, zato ker jaz sem na načelni ravni vodil tisto komisijo, ki je obravnavala pa pripravljala to pogodbo. Vendarle v pogodbi mi nismo konkretnih vseh, bi rekel, premoženj obravnavali, pač pa smo sem zapisali, kako gre po legi, kam in tako naprej in tako naprej. Da tudi po legi bi to nam šlo. V nobenem primeru pa ne more biti tako, da gre k nam takrat, ko je treba stroške imeti za vzdrževanje, takrat, ko pa se s takim premoženjem ustvarja nek prihodek, pa je to prihodek potem drugega. To bi opozoril, pa predlagam, da se vezano na to na občino zdaj zadeve naslovijo. Zdaj še teh bolj enostavno pa jasno, ker komunale so se tudi razdelile, a ne? Prej je bila skupna komunala in je ta skupna komunala imela to na nek način v upravljanju. Hvala. Hvala lepa. Smo imeli velike težave, smo mogli speljati financiranje, drugače ne bi mogli investicije zaključiti z Ravnami, nismo prišli skupaj. Je pa zadeva, ki se vleče in jo je treba rešiti, bomo letos še pozornost usmerili na to, sigurno.
V redu, izvoli, Berni. Ja, lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Mogoče nisem te čisto prav razumel. Tak denar se ustvari na celotnem tem vodovodu. Na industrijskem. Leži pa rečemo pol v Prevaljah, pol pa v Ravnah. Mi bi morali skrbeti vse ta kompromisno, da te skajkarja v naši občini, da bi se testi delež dobil. Ne moramo se mi pipati za vodovod, ko bo udobje vasi naprej. Teti del, kar je pa to, bi pa dejansko umrli nekot. No. V redu, bomo sprožili spet to zadevo. V redu, še kdo kaj v zvezi z premoženjsko bilanco? Bomo opozorili na to in poskusili najti rešitev. Izvoli. Jaz bi se isto navezal na Bernijev predlog. Sej, meni se zdi, da zdaj imamo katastrsko tudi rešeno občino, tako da do meje občine Prevalje bi nam pripadal ta denar, kar je pa od meje naprej bi naj pripadal pa občine Ravne. S tem, da zdaj tudi še jaz ne vem, a ta vodovod spada zravno občine, mislim, komunale Ravne, ali je ta industrijski vodovod še pod JKP Log. Meni se zdi, da je pod JKP Log, ker oni imajo upravljanje samo z našim daljinskim vodovodom, se pravi, tezga, ko mi nucamo za pit. Tako da je treba zelo pazljivo to temo ofniti, ker se mi zdi, da je pa JKP Log tisti, ki upravlja z industrijskim vodovodom. Ja, moram reči, da upravljanje ni pomembno pri obračunavanju amortizacije, ker je v knjigah občine Ravne obračunava amortizacijo in železarna oziroma podjetja na lokaciji plačujejo amortizacijo. V celoti, od začetka do konca. Pri vodovodu, dolinskem vodovodu smo našli rešitve, tam imamo vse rešeno, kar se tiče lokacije, ki je čigavo. Tu pa nismo še uspeli in tisti del amortizacije sigurno pripada nam in bomo sprožili to zadevo. Tako da upravljalec pa ni pomembno zdaj, v knjigah je občine Ravne in občina Ravne obračunava amortizacijo od tega vodovoda. Ja. Jaz bi te samo nekaj prosil, ker o tem je bo že kar pred govora, premaknilo se pa ni nič tek, da bi rekel, dajmo se potruditi. No. Cajt pa gre. Jo. Se bomo potrudili, ampak morajo se oba potruditi, oziroma Ravne morajo sprejeti to delitev, ki je normalno in formalna, če bi šli na sodišče dokazovati, bi lahko, ampak bomo poskusili brez skreganj to rešiti, pa mislim, da bo šlo zdaj. Dobro, še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje potrditev premoženjske bilance. Kdo je za potrditev z temi pripombami? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Hvala lepa. Smo pri točki 7, letno poročilo LAZ za leto 2021. Prosim gospod Barbičo za kratko obrazložitev, direktorico, šefico. Kar izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in sicer čisto na kratko o delu LAZ Mežiške doline. Splošne naloge verjetno zdaj že poznate, ker smo že predstavljali, in sicer gre bolj kot ne za informiranje zainteresiranih prebivalcev, spodbujanje, da se zbirajo ideje, da se pripravljajo operacije oziroma projekti na območju Mežiške doline. Potem skrbimo za pripravo postopkov, javne pozive, potem, da se izbere operacije, da se pripravijo v primerni obliki in oddajo na resorna ministrstva. Potem, ko so vloge potrjene, seveda skrbimo za pravilno izvajanje, za vlaganje zahtevkov za izplačilo in seveda vsekakor se trudimo, da so vsi ti zahtevki tudi v celoti izplačani, da izvajalci dobijo povrnjen denar iz evropskih skladov.
Zdaj, ker se programsko obdobje zaključuje, nekaj številk mogoče, kako je Las Mežiške doline v tem programskem obdobju, kako stojimo. Do zdaj so bile izbrane na javnih pozivih Las, imeli smo 3 javne pozive, so bile potrjene strani upravnega odbora Las, je bilo 19 operacij oziroma projektov, 15 je že izvedenih, tudi izplačanih, 4 se še izvajajo. To je ena vrsta operacij, ki jih v Mežiški dolini izvajamo. Potem naslednje so skupne operacije območja Las, to so tisti projekti, katerih prijavitelj je Las Mežiške doline, partnerice pa so vse 4 občine. Do zdaj smo pripravili 10 takih skupnih projektov, 7 jih je zaključenih in izplačanih, 3 pa so še v izvajanju. Potem je pa še tretja vrsta projektov, to so pa projekti sodelovanja Las, gre za partnerske projekte, ki jih prijavlja partnerstvo večjih Las, slovenskih pa tudi tuje partnerje smo imeli, do zdaj smo bili in sicer te projekti se potrjujejo na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, do zdaj smo bili uspešni s 5 projekti, 3 so zaključeni, 2 še izvajamo. In če še nekaj številk povem, glede, kar se sredstev tiče, skupna vrednost vseh potrjenih operacij, ki so že izvedene ali pa se še izvajajo v Mežiški dolini, je bilo 2 416 650 evrov. Iz obeh skladov smo dodelili evropska sredstva za izvajanje teh operacij v višini 1 522 606 evrov. Torej so izvajalci operacij prispevali lastna sredstva v višini 894 000. Do zdaj izplačana za zaključene projekte so bila sredstva v višini 1 117 786 evrov, torej približno 400 000 evrov pa bo še izplačano po zaključku teh operacij, ki so zdaj še v teku. Za operacije sodelovanja, to so tiste, za katera jih pač pridobiš sredstva na javnem pozivu Ministrstva za kmetijstvo, smo v Mežiški dolini dobili dodeljenih sredstev 436 800. To so zdaj številke. Če pa na hitro povzamem, kaj se je dogajalo v lanskem letu pri Las Mežiške doline, vsebinsko poročilo, torej v lani smo izvajali samo še 2 projekta iz drugega javnega razpisa. Ta 2 projekta sta se v jeseni lani zaključila, smo poročali in tudi dobili sredstva izplačana. V začetku lanskega leta smo oddali v elektronski obliki 6 projektov, 6 vlog, ki so bile potrjene na 3. javnem pozivu Las. Vseh 6 vlog je bilo tam do maja meseca tudi potrjeno strani ministrstev in so se začele izvajati. Teh 6 operacij v lanskem letu sta se 2 že zaključile, 4 se pa še druga faza zdaj izvaja in se zaključujejo v letošnjem letu. Potem skupne operacije območja Las Mežiške doline, to sem rekla, da so to projekti, kjer sodelujejo vse 4 občine Mežiške doline. In sicer v lanskem letu smo izvajali in tudi zaključili skupni projekt Podeželska mladina in mednarodne kmečke igre, tržnice za lokalno in domače, ta 2 smo zaključili, v izvajanju je pa še Povezani za vse generacije, projekt, ki se bo zaključil letos v juliju. Prav tako smo v lanskem letu precej intenzivno delali na pripravi 2 novih skupnih operacij, ki bosta sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekta smo pripravili, Okolju prijazna Mežiška dolina in pa medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini. Ta 2 projekta sta bila v marcu tudi potrjena na skupščini in oddana na Ministrstvo za gospodarstvo. Tako da sta že pa oba v kar intenzivno v izvajanju. Tako da to so bile skupne operacije, potem pa operacije sodelovanja Las. Tule, kot sem že povedala, smo imeli 5, da smo v tem obdobju na razpisih dobili potrjenih 5 projektov, od tega 2 še vedno izvajamo, Čebela, Bere, Med in pa Skupaj za varni jutri. Oba se zaključita, Čebela se zaključi letos v jeseni,
skupaj za varni jutri pa v juniju 23 leta. V decembru lani je Ministrstvo za kmetijstvo razpisalo še 6. javni poziv in smo pripravili seveda en skupni projekt partnerski, in sicer s partnerskim sosednjim lasom, to je z lasom Mislinjske in Dravske doline, in sicer smo pripravili in oddali projekt z znanjem do ekomrež na Koroškem. Rezultati bodo znani letos v juniju. Potem smo v lanskem letu pripravili tudi spremembo strategije lokalnega razvoja Las Mežiške doline, zato ker smo dobili bonus sredstva dodatna zaradi, rečemo, uspešnega delovanja lasa in smo pripravili strategijo, da smo lahko ta sredstva razporedili v finančni plan. Potem smo lani poleti imeli tudi pobudo strani Ministrstva za kmetijstvo, da se v prihodnjem programskem obdobju organizirajo tudi ribiške las po celinskem delu Slovenije. V zdajšnji perspektivi smo imeli ribiške las samo na obali, zdaj bi pa radi pokrili celo Slovenijo. Prišla je pobuda iz strani las na Ptuju, da bi pripravili skupni ribiški las na območju Drave s pritoki. To je bilo zdaj šele dejansko povpraševanje če se želimo priključiti. Torej, mi smo v lanskem letu so naše 4 občine tudi podpisale pismo o nameri za pristopu k takim ribiškemu lasu. Ampak to je dejansko zdaj bilo res tisto šele načelno spraševanje, kaj bo iz tega, bomo videli v enem letu ali pa 2. Tudi v lanskem letu smo imeli seveda tudi 4 kontrole izvajanja operacij, kot vedno, sicer lani je bilo malo manj, ker je bil COVID, pa niso toliko hodili po terenu kontrolorji, ampak moram reči, da smo vse kontrole brez problemov prestali, ni bilo nobenih problemov. V lanskem letu smo pripravili 17 zahtevkov za operacije oziroma projekte, ki se izvajajo. Večina jih je bila do zdaj že potrjena in tudi izplačana. Pripravljali smo vsa potrebna poročila, ki jih moramo pač oddajati na Ministrstvo za gospodarstvo pa Ministrstvo za kmetijstvo. Potem smo pa seveda delovali tudi kot podpora delovanju upravnega odbora, podpora delovanju nadzornega odbora LAS, pa seveda skupščini Las Mežiške doline. Promovirali smo LAS tudi na območju dejansko, da ljudje to prepoznavajo kot eno dobro obliko delovanja. Potem pa v lanskem letu se je pa močno začelo že tudi usklajevanje in koordiniranje za prihodnjo programsko obdobje, tako da smo lani z koordinacijskim odborom CLLD imeli kar 6 srečanj glede načrtovanja, tako da je zdaj že tako daleč, da bomo letos v jesen že začeli pripravljati novo strategijo, ki bo potem podlaga, da bomo dobili za naslednjo programsko obdobje pač spet sredstva iz evropskih skladov, da bomo lahko pripravljali projekte v Mežiški dolini. Tako da, to bi bilo na kratko. Hvala lepa. Odbor za finance, izvoli Staš. Hvala. Odbor za proračun in finance se je seznanil s tem poročilom, zaradi odsotnosti direktorice pa smo se dogovorili, da bojo morebitna vprašanja danes na svetu. Hvala lepa. Odbor za gospodarstvo, Martina, izvoli. Hvala. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil s finančnim poročilom Las Mežiške doline za leto 2021. Hvala. Hvala lepa, dajem v razpravo, želi kdo. Izvolim. Jaz ne bi se na poročilo navezal, ampak na dejstvo, ko ga že skoraj eno leto prosim, meni se zdi, da je Las delo tržnico pri nam v Prevaljah, pa bi lepo prosil še enkrat po enem letu, da se daje na tabla gor tržnica Prevalje. To stane 500 €, pa mislim, da ne bi bilo tako slabo, da bi pisal gor. Pa že eno leto prosim, no, tako da. V redu. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje, da smo se seznanili s finančnim poročilom
poslovanja LAS. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Hvala lepa in uspešno delo še naprej. Mogoče pa bo še kak bonus zdaj v naslednjem obdobju. Hvala. Smo pri naslednji točki, točka 8, soglasje k ceni storitve pomoč na domu. Prosim za kratko obrazložitev direktorico Stanko Vauh. Lep pozdrav. Hvala za besedo. Prav lep pozdrav vsem članom sveta. Dom starejših, kot veste, že od leta 2015 izvaja za občino Prevalje pomoč na domu. Oblikovanje cene za leto 2022 na takšen način, kakor je še do zdaj bil, bo predvidoma še do junija 2023. Od junija dalje pa bo po napovedih in pa razlagi zdaj novega zakona o dolgotrajni oskrbi naj bi potem te stroške kril Zavod za zdravstveno zavarovanje in pravzaprav bomo potem kasneje tudi videli, kaj se bo iz tega res izcimilo. Kalkulacija cene je narejena po pravilniku o metodologiji in pa pravilnikom o standardnih. Pri izračunu smo upoštevali plače socialnih oskrbovalk, strokovnih delavcev, vse v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, upoštevali premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, minimalno plačo v letu 2022, regres za letni dopust, višina regresa med delom v višini 4,47 in pa za dvig plač, ki so posledica sklenjenega aneksa kolektivni pogodbi iz prejšnjega leta, ta del pa še vedno zdaj do konca leta 2022 sofinancira proračun Republike Slovenije in tega nismo upoštevali v ceni. Stroški storitve pomoči na domu so sestavljeni iz 3 delov, in sicer stroški strokovne priprave, katero mora občina kriti v celoti, 100%, in pa potem stroškov vodenja in koordiniranja 50%, pa stroškov neposredne oskrbe 50%. Seveda se lahko potem občina odloči in večji delež krije sama in manjši pade na uporabnika. Trenutno imamo na Prevaljah 8 uporabnikov. Predlagana cena, ki ste jo dobili v vašem gradivu, je bila sprejeta na svetu našega zavoda v februarju mesecu. Zdaj je pač že 2 meseca po tistem, ampak bo že nekaj čo, rečemo. Predlagana cena je 21,86, ob nedeljah 29,49, na praznik 32,03. Jaz moram povedati, da ob nedeljah in praznikih nimamo zahtev uporabnikov, da bi potrebovali socialno-varstveno storitev pomoč na domu, ker takrat so pač doma njihovi svojci. Ceno smo izoblikovali za primer, če bi bilo treba. To bi bilo čisto na kratko, če pa koga zanima bolj detaljna kalkulacija cene, pa sem s sabo povabila tudi našo novo vodjo finančne službe, gospod Petro Oserban, ki je nastopila službo v domu lanskega 1.8. in tako je dom dobil res strokovno pomoč v finančni službi. Hvala. Hvala lepa. Če bo potrebno vprašanje. V redu. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Na odboru za proračun in finance smo zadevo obravnavali in podali soglasje k tem predlaganim cenam. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, Rafi, izvoli. Hvala za besedo, malo na slabem glasu. Imam probleme z glasilkam. Isto je odbor sprejel na družbenih dejavnostih, smo obravnavali in potrdili sklep. Hvala. Hvala lepa. Mogoče samo dopolnim še to, da predlagamo, občinska uprava predlaga občinskemu svetu, da se razlika, ki nastane zaradi dviga stroškov
pokrije z občinskega proračuna, to pomeni, da za uporabnike ostane cena enaka, kot je bila prej. Za uporabnike se cena ne dvigne, za občinski proračun pa za približno 5000 evrov v letošnjem letu, kolikor smo naračunali, tako da za uporabnike ni dviga cen, nasplošno se pa cena zaradi višjih stroškov dviga. To pomeni, da občinski proračun pokriva namesto 56-65% zdaj te cene pomoč na domu. To je predlog. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Derni, izvoli. Če dovoliš, ne glih na temo podražitve, pač pa bi imel za direktorico mogoče eno vprašanje, če nima kje drug kaj. Izvoli. Ja, hvala. Gospa direktorica, meni malo zanima situacija COVID. Vemo, da ni čist konc, da se samo podmukna, pa me zanima, kako ste kaj pripravljeni na jesen. Glede na podatke z Kitajske so zastrašujoči. To je eno od vprašanj, drugo, seveda me zanima z kadro, imate dosti kadra, ali so kakšni problemi. Tretjo pa me zanima čakalne dobe, to je težko odgovoriti. V glavnem, verjetno je povpraševanje bistveno večjo po poslah, ko pa je ta moment možna ponudba. Hvala lepa. Če mogoče kakšni drugi problemi, da bi kjer spregovorili, danes smo to na kupu vse. Hvala. Lahko če. Hvala za vprašanje. Kar se COVID-a tiče, moram povedati, da smo v domu starejših pripravljeni na jesen. Imamo sicer en cel trakt, to je 17 postelj, kjer imamo vzpostavljeno rdečo in pa sivo cono. Trenutno so te sobe vse prazne. To pa pomeni, da, ker imamo to v prvem nadstropju, pomeni, da imamo v našem domu sedaj 17 postelj manj. 17 starostnikov je zaradi te naše rdeče in sive cone doma. Kar se stroškov tiče, do konca letošnjega leta nam ministrstvo krije te prazne postelje na našo tisto vlogo, ki jo damo konec meseca, kot oskrbo ena v dvoposteljni sobi z skupnimi sanitarjem, se pravi tisto osnovno ceno. Tudi finančno nismo toliko oškodovani, dejstvo je bolj, da imamo 17 postelj zaradi tega manj. In ker ste že prej izpostavili, če imam kakšno stvar še, ja, imamo. Naša želja je, da bi že svet občine sprejel končno sklep, da bi lahko dom odkupil prostor zdajšnje fizioterapije. Ker ta fizioterapija se odpravlja naravne. In tam v tistih prostorih bi lahko naredil zavod dnevno varstvo in vzpostavil tudi rdečo in sivo cono. In naši starostniki, tudi mi bomo slej ko prej tam, bomo lahko živeli bolj kvalitetno, pa ne samo kvalitetno, tudi varno življenje za vse nas. Kar se kadra tiče, zaenkrat ga, hvala Bogu, rečemo, še imamo. Čakalne dobe. Ja, nekoliko so se nam povečale zaradi teh 17 praznih postelj. Zato apeliramo na svet občine, da čim prej sprejme odločitev in da zeleno luč, kajti zavod ima na razpolago sredstva za odkup tega. Vlada nam je tudi dala soglasje že predlansko leto in lansko leto in bi bilo res škoda, da to zamre in pade v pozabo. Hvala. Hvala. Samo eno. Ja, je malo boleče. Med nami tole so tri, ko imajo starše vredla. In bo še kar nekaj časa, so jih imeli, in bo še kar en cajt podobna slika.
mogoče neumno vprašanje, a obstaja pa kakšna realna možnost tudi kakršnega koli razširitve doma v kakšni drugi obliki? Trenutno na lokaciji, tam, kjer je zdaj, se nimamo več kam širiti. Mi smo pred leti dogradili našo dvorano Brinjevko, ko smo jo umestili nota. Na levo in na desno nimamo prostora. Na eni je parkirišče, na drugim bo pa park. Upamo, da kmalu. Bi pa lahko razmišljali tudi na Prevaljah o posebni enoti, dislocirani enoti, morda kakšna stara hiša, kakšna stara stavba, da se tam uredi možnost bivanja morda za bolj pokretne stanovalce, ko bi pa zbolel, ko bi se mu zdravstveno stanje poslabšalo, pa bi lahko prišel na Faro. V tem smislu se bi dalo. Samo dograditvijo pa trenutno nismo razmišljali. Hvala lepa. Še kdo na temo cene storitev pomoči na domu? Hvala za odgovore. Naše delo, vemo, kaj je, delamo na tem, pač nekaj časa traja. Če ne, dajem na glasovanje, kdo je za. Sprejem sklepa za soglasje k ceni storitve na domu. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Hvala lepa. Smo pri točki 9. Komisija za mandatno vprašanje volitev in imenovanja. Razlagalec Rafi, izvoli. Zdaj se potrudi, da boste me čuli, no. Prvi sklep Komisije za mandatna vprašanja in volitve je predlog sklepa imenovanja občinske volilne komisije v naslednji sestavi. Občinska volilna komisija, predsednica Ana Sirk Prislan, namestnik predsednice Ivan Pridigar, prvi član Polona Pečnik, namestnica članice Žan Glinik, član Silvo Gorenšek, njegov namestnik člana Suzana Makič, član Lidija Pačnik, namestnik Bojana Turkuš. Kvijas predlaga ta sklep, da volilno komisijo v tej sestavi občinski svet sprejme. Hvala. Hvala. Dajem ta predlog občinske volilne komisije v razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne želi. Potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za? Eden zdržan. Oziroma vsi za, ne vsi za, 2, 4, koliko je 6. 14 za, 14 za. Smo pri točki 10, pravno premoženjske zadeve. Prosim, Ema, za kratke obrazložitve. Hvala za besedo. Po točko A imamo ukinitev javnega dobra na parcelni številko 244/14 Poljana. Predlagamo, da se na tej nepremičnini ukine status javnega dobra lokalnega pomena. Nepremičnina namreč ni več v funkciji javnega grajenega dobra in v naravi ne predstavlja površine za javni promet. Zato so izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko to ukine. Enako velja za ukinitev javnega dobra pod B za parcelno številko 602/6 KO Jamnica. Prav tako tudi na tem zemljišču več ne poteka javni promet in je izven cestišča, tako da predlagamo, da se tudi to ukine. Pod C imamo pa sklep o določitvi sklepa o določitvi najemnin v občini Prevalje za leto 2022. Občina v obstoječem sklepu o najemninah nima še določenih uporabnin za uporabo kozolca na Poljani. Ker se pojavlja vedno večja potreba po uporabi kozolca na Poljani strani raznih komercialnih organizatorjev, je občina pripravila osnutek cen uporabe za kozolec na Poljani, kakor ste prejeli v gradivu. Predlagamo, da potrdite predlagane cene. Hvala. Hvala lepa.
Prva zadeva, odbor za KCG, prosim. Hvala za besedo. Po točko 10a odbor za komunalne zadeve se seznani s predlogom ukinitve javnega dobra na parceli 244/14, se z njim strinja in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Po točko 10b se je odbor seznanil in ga obravnaval ter enak predlog, se pravi, se z njim strinja in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem, prav tako tudi po točko 10c. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja. Izvoli, Aleksander. Hvala za besedo. Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala oba predloga ukinitve javnega dobra na parcelnih številkah Poljana in Jamnica in ugotovila, da sta pripravljena v skladu z vsemi pravnimi akti ter jih daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Komisija za statut in pravna vprašanja obravnavala tudi predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi najemnin v občini Prevalje za leto 2022 in tudi tu ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti, zato ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Še odbor za gospodarske dejavnosti pod 10c. Izvoli, Martina. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel predlog sklepa o dopolnitvi najemnin v občini Prevalje za leto 2022 in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. In še odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance je obravnaval sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi najemnin, se z njim strinja in ga podaja občinskemu svetu v potrditev. Hvala lepa, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Izvoli, Zdravko. Jaz bi seveda se z vsemi temi predlogi strinjam, bil bi bolj zato, ker je prilika, da ob tej točki dam pobudo glede cenitev, ko gre za potem v nadaljnjem postopku prodajo nekaterih nepremičnin, ki so prej javno dobro. Se s tem namenom delamo to, da spreminjamo javno dobro v občinsko last in potem to prodajamo. Cenilec seveda mora upoštevati, da gre potem za razpolaganje stvarnim premoženjem države in občin in jaz vidim, da tu prihaja do določenih, bi rekel, nelogičnosti, ki bi jih dolgoročno lahko odpravili z nekimi usmeritvami. Seveda bi moral pa tako odbor za gospodarjenje kot KCG v zvezi s tem neka stališča pripraviti, pa da jih tudi občinski svet da kot usmeritev. Bom čisto enostavno povedal, javno dobro je v pretežni meri povsod tam, kjer je Marija Terezija časih imela, da je bo v lasti, a ne, in je obdržala in je to gratalo tako javno dobro, to so stare ceste. Zdaj te naše nove ceste po Šuntaneju, recimo, če vzamemo, ali Leša, kjerkoli nekje druge potekajo. Javno dobro je pa še zmen tistega sred njihovega gozda, sred njihovega travnika in tako naprej. In smo mi večkrat že imeli problem, ko je recimo pol pa javno dobro seveda je stavbno zemljišče, ker je cesta, ali pa se pa ceni po ceni stavbnega zemljišča, sicer na minimalno, ampak vseeno lahko pride tam kar hitro do 20 evrov. Na drugi strani mora pa kmet recimo, razen tam, ko so izpogajali, ko je šlo za odlagališče zmes pa tisto, a ne, dati pa svojo zemljo za to, da bo občinska cesta grata. Tam pa mi imamo spet po drugi svoji liniji rečeno, ja, maksimalno pa bomo dali za tako zemljo 4 evre, ker gre za kmetijsko zemljišče, a ne. Zaradi tega nam tudi ostaja ogromno javnega dobra po tistih starih, kar sred grdivih travnikov grta, pa v Šuntaneju vse posod in tako naprej, ker jih nobeden ne bo kupil za tako ceno. Premoženje bo kot javno dobro, zmen bo to neka ovira, ko se bojo določene stvari tam reševali. Jaz mislim, da bi tam morali neke take kriterije sprijeti, kjer bi cenilci seveda v takem primeru, ko gre za jasno javno dobro, da je v naravi to zapuščena cesta čez travnike, čez njive ali čez gozdove, da se glih tako bo cenilo po tisti normalni ceni. No, glejte, zdaj v tem konkretnem primeru, ko gre za ukinitev javnega dobra, da vam bom predstavil, kako to izgleda. Leta 1962 je nek kmet prizidek k svoji hiši naredil in po tistemu njemu bi zdaj lahko
celo legaliziral tisti objekt, je pa na bivšem javnem dobru, oziroma zdajšnjem javnem dobru, ker so cesto že davno drugje speljali, ki je pa njegova, uporablja se pa kot občinsko. Podobno smo imeli pred leti gr pri Pečerju, a ne? Pečer je rabo javno dobro zato, da je lahko gradil novo hišo, je moral to kupiti, a ne? Na drugi strani je pa on moral dati svoj svet za to, da je pač občinska oziroma zdaj že lokalna cesta tam. V tem smislu jaz mislim, da seveda ni zdaj neposredno tu povezano, samo prav bi bilo, da se neke logične usmeritve sprejmejo, pa da se tu da tudi ena taka normalna ocena na oba kraja, a ne? Hvala. Hvala, vzamemo na znanje. Želi še kdo na to temo? Perni, izvoli. Ko je glih Emilija to, a pa se dejansko prodaja ta javno dobro po gradbenih ceniku? Ker sem, da tudi ni tako grozna cena. Ne? Javno dobro se prodaja po namenski rabi. Če je zdaj kmetijsko, bo kmetijski cenile. Če gre zdaj namenska raba skozi dvorišče, stavbno zemljišče se po stavbnem zemljišču. Drugače pa je 3/4 je to kmetijskega in gozdnega zemljišča. Dobro, vzeto na znanje bomo uštevali. Dajem na glasovanje te 3 sklepe A, B, C. Kdo je za sprejem teh sklepov? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 11 pobude in vprašanja. Točka 11 pobude in vprašanja. Andrej, pa bomo šli po vrsti. Hvala za besedo. Mi smo že včeraj na odboru obravnavali in smo tudi zavzeli neke sklepe, predvsem glede vprašanja na Holmecu, glede parkiranja teh tovnjakov oziroma prikolic, ko jih po par dni tam le pušajo. Sklep kot tak smo zavzeli sicer, da bo občinska uprava poslala na ministrstvo en dopis, da bi pristopil k reševanju tega, ker je to glavna cesta. Samo jaz kljub temu mislim, da če bi mi z vodcom, glede na to, da je upravljalec teh cest, zavzeli ali pa jim predstavili naša stališča, jaz mislim, da bi tudi oni že prej kakšne znake postavili. V najslabšem primeru, kaj bi lahko mi naredili, vse v okolici spomenikov, bi pa lahko kakšne kante za smetje postavili, pa kaj taka se ne bi zdela taka svinarija. To pa mislim, da je v naši domeni, pa bi bilo tudi po mojem kar hitro rešeno. Samo tejko, hvala. Hvala. Štefan, izvoli. Hvala za besedo. Najprej bi se zahvalil občinski upravi pa vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da se počasi približujemo zaključku asfaltiranja ali pa teh prometnih nevšečnosti v Šentanjevski reki. Jaz upam, da v zadovoljstvo vseh krajanov Šentanjela in tisti, ki uporabljajo te ceste, upamo, da bo tudi tista 3. faza do Lužnika čim prej urejena, ker trpi tako gostinstvo kot ostale dejavnosti v kraju. Potem imam eno vprašanje, kdaj se bo v letošnjem letu pričelo urejanje in grediranje in urejanje občinskih makadamskih cest. In pa še eno pobudo, ki sem jo že večkrat predstavil ali pa povedal, a mene zanima, ali občina Prevalje se je že prijavila ali kaj razmišljamo o tem, na kakšen javni razpis za ureditev e-polnilnic, ker zmeraj več se pojavlja teh e-avtomobilov, pa v naši občini še zmeraj ni niti ene. Ali so kakšni republiški razpisi, pa da bi... Zaenkrat ne. Ja, hvala. Hvala. Izvoli, Martina. Hvala, 2 vprašanji imam. Tule na tej novi cesti zada ob Meži sta 2 rampi zdaj postavljeni, sicer še nista zaprti.
čemu bosta služile, ker sta čisto od začetka do konca ceste, teda niti, ko bosta zaprti, ne moreš ne peš mimo, pa ne s kolesom. To je prvo vprašanje. Drugo pa glede plezalne dvorane se ljudje kar fejst sprašujejo. Neke pritožbe se govorijo, da so bile pa temeljni kamen že položen, pa kakve informacije, če bi lahko. Hvala. Hvala. Kar se tiče zapornic ob cesti, so postavljene, še niso zaprte. Zaenkrat, dokler ne bo urejen promet od Špara do Petrola, bomo pustili odprte. Potem se bojo zapornice zaprle, oziroma jih je treba tako odrezati zaradi dolžine, ker se pač standardne mere so in pol bo na končno mero narisana, ker bo ta cesta namenjena izključno za kolesarje, pešce in dovoz do individualnih hiš stanovalcev. In bo tam zaprta. Ampak zaenkrat je odprta, drugače pa vsi sprašujejo za te rampe. Rampe so standardne mere, zaradi tega, ker ko se postavijo, je treba pač na mero jih odrezati in to bo narejeno, ko bo prometni režim tak, kot bo pa narisan, prometni režim oziroma kolesarka in pešpot z črto ločena in označena, tako kot je treba označiti, ker tam bo tekla tudi dolinska kolesarska pot. Kar se tiče pa plezalne dvorane in parka Jezero, gre za celoto, je bil prvi razpis razveljavljen in zdaj teče razpis za izvajalca. Do 12. maja je rok, da se prijavijo zainteresirani za izgradnjo plezalnega centra. Za park Jezero se pripravlja projekt in skrati s projektom bojo popisi in bo na podlagi tega šel razpis ven. Štartam pa takoj, ko bojo sklepi o izbiri izvajalca pravnomočni. Zaenkrat imamo finančnih sredstev potrjenih dobrih 5 milijonov evrov, 2 milijona 400 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2 milijona in še nekaj donatorjev, potem 500 in še nekaj tisoč ekosklad. Dali smo vlogo tudi na razpis na Ministrstvo za MGRT za izvedbo parka v višini skoraj 1 milijon evrov, tako da računamo, da če še kak evro pride, bomo imeli pokritje v celoti. Za celotni projekt. Celotni projekt pa, glede na to, da so cene rastejo iz dneva v dan, je približno 6 milijonov 900 po fazah do konca naslednjega, oziroma do konca avgusta naslednjega leta, kjer bi naj bila prva faza že končana, druga faza pa tudi proti zaključku. Štartali bomo pa takoj, ko bo sklepi pravnomočni. Za finančna sredstva pa že imamo. Berni, izvoli. Ja, 3 stvari imam danes. Prvo vprašanje je, kaj se dogaja z našim renta biciklino. Bicikli na sposojo še ne funkcionirajo. Cajt je tak, da bi to že lahko delovalo. A so kakve druge ovire, ne vem. Bom kar dal odgovor. Mi imamo vse pripravljeno, ker pa je to skupna upravljanje in zadeva z ravnami. Smo se mogli prilagoditi ravnam in v bistvu v tem tednu v tem tednu naj bi bila vzpostavljena, mi imamo kolese poservisirane, postaje, kolesarske postaje poservisirane, bi pa, hvala za to vprašanje, upozoril vse uporabnike. To so električna kolesa, so občutljiva električna kolesa. Mi za servise damo toliko denarja, za servise tako postaj kot koles, zaradi neprimerne uporabe ali pa včasih tudi bi rekel še kaj drugega na teh kolesih in bi za ta denar, ko gre za servisiranje, popravila lahko še kak novo kolo dobili. Imamo pa 18 električnih koles za uporabo. Izvoli, Berni. Ok, ko smo glih pri kolesah, na eno stvar vas bi pozoril na nove kolesarske proge na Polane. Tam so se postavili 2 stebra. En stebr je na začetku to pri Štoparju
eden pa gre na konc Polane. To je zaradi tega, da verjetno avtomobili ne vozijo, kar je prav. Bil sem pa priča ene nesreče v Avstriji na Dravski transverzali, ko se je kolesar zaletel v ta steber in je prišel helikopter, kritičen karambol je bil. Teda jaz bi dal pobudo, da tam poskušamo nekje ali s kakšnim oznakom dodatnim ali s kakšni dodatni talni oznaki hitro pride do nesreče, ker ko goniš dolgo gledaš, pa še v liniji bele črte je isto, ko pa steber. Poskusimo nekaj za varnost tega narediti. Hvala za opozorilo. Tudi mi ugotavljamo enako, objekt še ni prevzet. Še ni tehnični prevzem, ni še zaključen tehnični prevzem in bomo opozorili na to. Je pa res, gre za kolesarsko povezavo, za kolesarsko pot in moramo vsi vedeti, pešci bojo hodili po teh kolesarskih. Bojo mogli pešci tudi malo paziti na kolesarje, ker prvenstveno je bila zgrajena kot kolesarska pot. Ne bo pa seveda prepovedano in bo možno peš hoja, ker je izjemna lokacija in tudi interes je, ampak jaz mislim, da če smo pametni in če en drugega upoštevamo, da bo izjemno koristna ta povezava do Poljane, je lepo speljana, je pa delana kot kolesarska pot. To pomeni, da nima glih pešec absolutne prednosti na tej kolesarski poti. Mogoče je bilo narobe razumljeno. Nisem mislil nobenega pešca, zdaj pa nobenega avta, jaz sem hotel samo upozoriti, en kolesar, ko ga šiba na polno gleda dol, pogleda na števc, kakorkoli, lahko se stebar spregleda. Še enkrat ponavljam, jaz sem bil priča take nesreče. Saj se strinjam, slabo je označen, bomo videli, kaj bomo sploh naredili, ko bo objekt prevzet, bomo videli, kaj bomo sploh naredili s temi. Ja. Bomo, preden da bo dejansko uradno v uporabi, bomo na te stvari upozorili. Smo že upozorili, pa bomo še. Hvala. No, zdaj pa še ta zadnja stvar. Včeraj bo že na enem odboru malo debate za otroška igrala na Lešah na igrišču. Dejstvo je, da tiste igrala, ko so jih pred letom postavili krajevna skupnost z svojim seninam, ki se jih niso izplačali, so, bi rekel, odslužile svoje in so postale nevarne, plus tega so pa tudi že za odstraniti. Bolj ko ne so jih že odstranili, 200 pa še ostale. Veseli me, da so prvič na Lešah stopili skupaj in športno društvo in kulturno društvo in krajevna skupnost in so dali že neko vlogo na občino, če imam prave podatke. Teda mogoče bi bilo res prav, da se bi tudi tam študiral v neki bližnji prihodnosti, da se nekaj naredi, ker paše pa igrala v tisti prostor absolutno. Saj imamo že del sredstev v proračunu za igrala, tako da bo že letos realizirano nekatere stvari. Ne v celoti. Izvoli za roko. Malo za res bi rekel, zdaj, ko tako lepo cesto imamo, gr Šentanelski graben, dajte razmisliti pa videti, kje so možnosti, da se bo dala gr nek znak za osno obremenitev, kakva je maksimalno dovoljena. Jaz večkrat že opozarjam, do tam, ko je zdaj tisti mojst, mi mu rečemo prihobra mojsto, vozijo taki vlačilci les, tam ga pa prekladajo, ker naprej na regionalno cesto s tako veliko težo ne sme iti. Policija pred leti, ko sem to vprašal, je bilo pa rečeno, da ga pri nas pa ne more kaznovati, ker nimamo znaka za prepoved. Mislim, da se to da narediti, zato ker smo pred leti doživeli, ko se je delala lepa cesta iz Mežice, gr na Leše, na tisto območje zasfaltirava, da so tam pa dali te omejitve, ko je lahko osne obremenitve. Jaz vam povem, da je vprašanje, če tej kolesa pripeljamo po tej dolini, kar je taka cesta košta. Poglejte,
Kaj pa je od tega, ko se je delal ta del ceste od Hobrovega mosta pa do Štoparja, pa je že vse razpokano. Ne samo, da pri bankinah, ko se vse polomi in tako naprej, tudi po sredinah, to so prehude obremenitve. A ne? In jaz ne vidim nobenega razloga, da bi morali tako velike pa tako težke avtije basati ti od gozd. Ne bojo pač dvakrat pelali namesto enkrat, če za regionalno cesto ne smejo da morajo dola prebasovati. To je eno, drugo pa, tako bi rekel malo za hec, ono naj vas ne skrbi, svobodni bojo odločili, da bo treba Cignar iz periferije najprej dati prednostno v Ljubljano, pa še v kakšne druge centre, tako da tam ne bo te hitro zadeva, ko pa so se kamni postavili. Hvala. Že delamo na tem, da zmanjšamo osnovno obremenitev in oznake, ker absolutno je potrebno. Izvoli, Čiki. Hvala za besedo. Jaz bi prvo podprl Andreja, kolega, kar je povedal glede Poljane spodaj. Je res pravi parkirplac, to je treba res nekaj ukreniti. Naslednjo upamo, da bomo deležni tudi ostale krajevne skupnosti. Glede teh igral, mi smo jih namreč z Zdravko sami postavili gora, svoje sredstvo. Ja. Naslednjo pa še, vsako leto se oglasim v takem času, v mesecu maju, ljubezni, pešpot, tiste šikane, kako jih imenujemo, tiste ovire, ali boste porezali, odstranili, ali pa popravili, sanirali, pa da bojo v teku. No res, tam je pa tako, je rekel zdaj kolega tudi Berni, tam je pa tako nevarno. Sam sem bil priča, ko so me skoraj povozili tamle. Hvala. Hvala. Grdo zgleda, ja. Izvoli, Aleksandar. Hvala za besedo. Jaz sem že v jeseni sprašal za to ulico, tam v Nicini, ta zadnjo, dajo plano, da se bi tam asfalt saniral. Ali v letem mandatu je, ali ne, ali kak je plan? Vse sta zadnja, mislim, ko je, tam, ko so Krivogradi pa. Je to druga, se ne vem, da je druga ali tretja. Ta druga, mimo Kogalnik. Lani tam se ful bunijo, da je še edina ulica, ko je... Šele lastništvo, mislim, da tudi če ni do konca, če se prav dalje soglasili, da dva konca nam še manjka, za lastništvo cesta. Kje pa? Ne bom ti v imeni govoril. Ja, ne. Aha, ok, hvala. Delamo na tem, ali? Delamo. Še kdo tu? Izvoli, Štefan, še ti. Jaz se upravičujem, prej sem pozabil eno vprašanje, še imam. Vodooskrba v Šentanjelu. Zdaj, zadnje čase smo opazili, da gasilci vozijo vodo, v čem je problem? Ali je... Prosim, ni zadostne količine vode. Aha. Ko zdaj sem že nekajkrat se srečal, pa so mi krajani spraševali, zakaj se dovaža voda, pa enkrat je bila celo rjava na šoli, da je pol niso otroci smeli piti. Zdaj pa ne vem, je to kaj povezano. V glavnem, mi čakamo na sklep, prijavili smo se, sprašujemo, kako bo zdaj po eni strani. Dobivamo informacije, da znajo sklepi prič v tem mesecu za ta projekt vodooskrbe Šentanev, Leše, Roževo, Brinjeva gora. Tako da razpis je zunaj za izvajalce. Bomo štartali takoj, ko bo. Ja, sključno, ni defekt, ampak pomanjkanje. Andrej, izvoli. Jaz se bi mogoče kar tole zravno vključil, ali mi smo glih v taki sestavi, ko smo zdaj imeli debato, kar se te vode tiče. Mi smo tej postavili pogoj temu lastniku, ko je naredil to stavbo, da mora dodatno vir vode zraven pripeljati. In on svojega dela še ni upravil. Ampak to mislim, da smo mi dali mu pogoj. Debatirali smo pa 100% o tem pogoju tole. Zdaj, na kak način je Stanko to skozi muto, ne vem.
Ampak 100% je pa to zadeva, bila ta je rečena, da morajo dodatno vir vode pripela zravno. In zaradi tega je gledala pomankanje vode. Vozimo pa nekje 5 do 10 fur na teden. Teda morate vedeti, da velika količina vode zmanjka. To je ena stvar, drugo bi mogoče imel še eno pobudo. A imamo mi kak prav na nek, ne vem, da bi tudi vod malo stisnali za jajce, po domače rečeno. Ker to, ko se dogaja pa skozi cesto, Prevalje, to je pa nekaj neverjetnega. Celo zimo so bili vsi naši lokali zaprti ali pa brez teras, niso zunaj karkoli. Oni so to zadevo ignorirali, niso se lotili nič. Skozi center Prevalj, kjer imamo največ lokalov, trgovine, eno, drugo, tretjo. Začeli so se tam delati, ko je najmanj naseljenosti, a tole skozi center, pa ne vem, a nas imajo res za take norce. Za norce so nas imeli gr na Šendanevski cesti, za norce nas imajo v centru Prevalj, a mislimo še kar prekimavati jih, pa jih izbirati kot naše izvajalce. Lej, mi nismo letos, jaz javno izjavil, da v primeru, da bo najuspešnejši, bomo razpis razveljavili. Bomo ponovili razpis. Ampak zaenkrat v vseh razpisih niso prišli zraven. To je investicija, ki jo vodi DRSI, in če si ministrstvo oziroma DRSI ne more pomagati, potem si mi malo težje. No, res, ne vem, zdaj zahtevamo drug teden sestanek z DRSI-jem, z izvajalci, da vidimo, kako bojo. Rok imajo pa konec junija, tako da veste. Slemenšek pa dela teh svojih 20%, ker je partner bil v projektu. Hvala. Še kaj pod pobude in vprašanja? Če ne, smo pri točki razno. Ima kdaj do po točko razno? Izvoli. Hvala lepa. Jaz bi samo v imenu Moškega pevskega zbora Vres povabil vse občane in občanke. Končno bomo opravili to lepo gesto po 50-letnici. Lansko leto žal nismo mogli upraviti ta 50-letni koncert in letos z veseljem v soboto ob 19. uri lepo povabljeni ob 19. v družbeni dom Prevalje. Hvala. Jaz se pridružujem temu vabilu, res, kdor more, kdor nima, pridite. 50 let delovanja in en član celo vseh 50 let poje pri Vresu, to je Ortanov Rajko. Tako da to je res pohvale vredno. Pa jaz bi še imel eno zadevo in sicer vas vabim vse skupaj še na eno zadevo drug teden v sredo 11.5. ob 14. uri. Glede na to, da smo imeli čistilno akcijo predvideno v času, ki je bil pač slabo vreme, v naslednjem tednu bo zgleda lepo in smo rekli enostavno v sredo popoldne ob 2. uri pred družbenim domom. Rokavice, vrečke, malca in pijača bo na razpolago. Pridite, angažirali smo šolo, angažirali bomo tudi društva, kolikor bo kdo imel čas in je vsaj za uro, 2 uri, ker je res potrebno marsikaj pobrati, da bodo Prevalje lepše. Vas vabim vse skupaj. Bomo tu pred družbenim domom. Če nima kdo, Štefan, izvoj. Krajevna skupnost lahko kadarkoli pod enakimi pogoji, tako da ni problema. Mislim pa, da v drug teden vreme, koliko je tako solidno, da bo. Ja. Hvala, lep večer vsem.